Ljube boginje, lepo pozdravljene v letu 2019. Oh my God, ok. Upam, da kljub vsem petardam in kljub vsem šampanjcem in kljub vsej norosti in kljub vsemu temu, kjer ste bile v prehodu iz leta 2018 pa 2019, da ste uspele iti v svoje notranje svetišče, v ta sveti prostor, ki ga odpremo, ko smo v času menstruacije, v ta sveti prostor, ki ga odpremo, ko smo na križiščih in ko se sprašujemo za smer, kam potujemo naprej. In res upam, da ste zaslišale in začutile svojo namero in da jo slišite v srcu, da vam polni srce, da vas radosti in da čutite ogenj, s katerim se boste ozrle v leto 2019, v te mesece, ki prihajajo pred nami, in da boste znale negovati to svojo namero. In da bi se počutile podprto, sem povabila našo Manco Razboršek, direktorico Lekarne za dušo, boginjo, prinašalko luči, ki nas podpira, da znamo preobraziti naše čustvene zadržke, naše mentalne zadržke, ki nas onemogočajo, da bi uresničile našo namero, da bi naše kreacije prinesle na svet. Tako da, Manca in jaz sva se v letu 2018 pogovarjali, da bi za januar želeli pripraviti malce drugačno podporo, tako da sem Manco povabila, da nam iz sveta esenc, torej iz avstralskih esenc, iz Aurosominih esenc, potegne karto in vibracijo, ki nas bo podprla v uresničevanju namere. Tako da, Manca, pozdravljam te v tvoje svetišče. Hvala, Čuzana. In v tvoje posvečenje. Jaz sem že v Rožcah, tako da. V bistvu esence ful lepo podprejo, tam, kjer potrebujemo to podporo, in moram priznati, da mi je poseben izziv tokrat narediti, v bistvu potegniti karto oziroma esenco, ki bo res podprla tudi kolektivno, se pravi, energije, ki podprejo kolektivno, ne gre vedno samo za našo osebno podporo, ampak kaj nas podpira od zgoraj. Tako da, in takoj, ko sva tik preden sva začele, ko sva se povezale, je takoj mojster Kutumi pravzaprav prišel v ospredje in v bistvu s pomočjo njegove energije, ki nekako zaobjema tudi ta svet in nas povezuje z našim angelskim delom, in povezuje angelski, človeški in pa devinski svet, da naredimo ta izbor. Tako da v nefizični obliki pozdravljam še mojstra Kutumija z nami. In bom začela kar s cvetnimi esencami, če lahko, ker jih že držim v roki. Ja, super. In jih tudi malo rajš premešam, trenutno v tej fazi. Tako da, evo, kaj je tisto, katera cvetna esenca, pravzaprav, katera energija, s katero se lahko pravzaprav povežemo vse, jaz bom tudi karto pokazala, da se lahko z njo vse povežete, ki gledate. Wow! In tale je Warata. In to je tudi glavna roža oziroma logotip avstralskih esenc. To je ena najmočnejših esenc v sistemu Aurasome. In v osnovi je to tisti pogum in tista moč, ki je v vsakem izmed nas, da gremo naprej.
da se soočimo z življenjem, da res prizemljimo življenje. In to je tudi, če pogledamo še enkrat karto, je taka zelo močno rdeča, tako kot tvoja roža, ki jo nosiš. Gledam! Zelo močno rdeča in je po tem doktrini signatur povezana s srcem. Se pravi, krepi srce, krepi pogum, ne? In ful je zanimivo, zdaj je prišlo beseda courage, ne, v angleščini. Izhaja iz latinske besede cur, ki je srce. Tako da, v bistvu, kje je naše srce, kje imamo znotraj srca pogum, da stopimo naprej v to, kar je namera. In da ta moč, ki jo imamo v sebi, da jo uporabimo, ker je rdeča povezana tudi s korensko čakro, se pravi, kje imamo svoje korenine, od kje se odženemo, od kje se odrinemo, iz katerega izhodišča začnemo in kakšen je ta naš pogum, da naredimo ta korak in od kje črpamo to svojo moč, da gremo naprej. Tako da, ko stopamo v svojo namero, da res pogledamo ta vidik, da povežemo in korensko čakro, ki nam da energijo, ta power, to moč in tudi moč srca. In tega poguma, da stopimo v to namero. Tako da se mi zdi zelo lep začetek za prvi korak v novo leto. Božansko. Pa veš, to manjca v bistvu tudi jaz slišim, mislim iz tega, kar si karta potegnila, pa kako je ta roža tukaj, pri meni, ker sem rekla, ful je velika, ampak ja, točno to bom dala, in da nosimo s seboj to zavedanje, ker jaz sem potegnila tudi 2 karti, preden smo medve začele in še preden smo se medve slišali in prva je bila svetišče, in druga je bila smer, direction, in obe sta nekako s tem povezani, da se zavedamo, da v bistvu nismo res samo od danes, in da smo že vsaka od nas zelo veliko prehodile in če se povežem s tem, kar si ti rekla, da v bistvu vidimo, koliko enega poguma že smo osvojile, da v bistvu, da res si lahko zaupamo, ko hodimo naprej. In ko si omenila, to svetišče, srce je naše svetišče. Naše notranje svetišče in imeti ta pogum, slediti temu in narediti nek konkreten korak. Ne samo razmišljati, res temu slediti, ker mogoče to, ko si rekla, koliko je že ženske se tega premalo zavedajo. Da vse, kar so dale čez, je njihova moč. In hujša, kot je bila izkušnja, več moči imajo vse. In iz tega črpati, to je tisto, od koder se lahko odrinejo. To je tisti temelj, kjer lahko črpajo svojo moč, ker če so preživele vse to, kar so preživele do sedaj, to pomeni, da so blazno močne. In da imajo to voljo po življenju in ta esenca, med drugim tudi voljo do življenja vrača, kadar smo v tistem black night of the soul, kakor se reče, moč duše, kadar se v tem znajdemo, v bistvu ta esenca pomaga, da nas ven potegne. Tako da definitivno super začetek leta. In to esenco je v mešanci emergency pri avstralskih esencah. Tam noter je zato, da nas potegne ven, da nam da moč, da gremo čez vse tiste čustvene turbulence, strahove, karkoli že je, da sledimo, da se uravnovesimo in sledimo potem poti naprej. Izvrstno, Manca, super. Tako da hvala avstralske esence. In mojster Kutumi. Ja. Kaj nas bo pa podprlo pri uresničevanju namere iz avrosominega sistema? Katera energija?
To bova pa zdaj pogledali. Tako ful lepo, ke mešam, ke se stekleničke vešajo. Tako da ne smem gledati. ne gledati, ne. Kje je ta prava? Tlele je ta prava, evo. 83. Turkizna in pa zlata barva. Odpri se, sezam, a je? Ja. Sezam, odpri se je ime te stekleničke. V zgornjem delu je turkizna, spodaj je zlata in turkizna je spet na nek način povezana z našim srcem, a ne, oziroma z izražanjem teh naših občutkov, s to komunikacijo, ki prihaja iz feelingov, ne, se pravi, ne tisto, ki prihaja iz, bom rekla, iz nekega višjega sveta, ampak iz nas samih, iz tega, kar čutimo, kar občutimo. In ko to povežemo se pravi, v zgornjem delu ta turkizna, ko to povežemo z notranjo modrostjo, s tem, kar že je v nas, spet v telo, a ne, je v nas, v občutke, v ta gut feeling, v to notranjo modrost, ko to povežemo še s tem, potem se nam res odprejo zakladi, a ne, se nam odpre, vstopimo v neko votlino, kjer so zakladi za nas. In tudi na drugi strani ta je tako zelo, rekla, vsaka karta oziroma vsaka steklenička ima še svoj tarot simboliko, a ne, da jo naravnam. In je tako lepo, ne, ta ank, ki ga drži, v bistvu svečenik, ne, je karta povratno potovanje svečenika in ta ank, ki ga drži, ključ do življenja, ne, sprav, odkje črpamo življenjsko moč, odkje črpamo življenjsko silo in kako smo povezani z višjimi aspekti, ne, tle so tele angeli, ki nas čuvajo, ali pa vodniki, ki so. In tako zelo, v bistvu ta notranja vrata, ne vem, če se to vidi tukaj, ampak tlele, ne, so v bistvu taka vrata zavesti, kako se odpiramo tej zavesti, ki prihaja skozi nas in ki jo čutimo skozi občutke, skozi feelinge. Skozi to nas nagovarja, ne, ta zvišja zavest. Ne pride to nekaj od zunaj, ampak pride skozi nas, skozi občutke, skozi feelinge in temu slediti in to upoštevati in to je tisto, kar nam potem prinaša neke nove vpoglede, harmonijo in seveda te notranje zaklade, ki se s tem odpirajo, ki so že v nas, ne, niso nekje tam zunaj. Tako da ta podpora prihaja, rekla, iz naših lastnih globin našega bitja. Ta podpora prihaja iz naših globin, iz našega bitja. Ja. We are not alone. Naša zavest tukaj, ne, ta ki razmišlja in ki zdajle tudi gleda, to ni vse, kar je, ne. Smo veliko večji in veliko globji, kot si dovolimo biti. Super, hvala, Manca. Hvala. Ja, veliko več smo, kot si dovolimo biti. Torej, to, ljube boginje, bi rekla, da je izjemna iztočnica za mesec januar, ki nas bo potem peljala v ostale mesece in v sidranje skozi mesece, da ko bomo naslednje leto se ozrle v ta čas in se spomnile tega pogovora, ki ga imava zdaj z Manco in kar štrikava, in kar bomo mi natkale letos, ja, da se bomo res lahko v telesu začutile in rekle, kakšne pogumne korake sem letos naredila in koliko sem dovolila svojemu bitju, da se razširi, da je več kot samo več kot samo občutki, več kot samo delovanje, ampak koliko lahko resnično sebe uzrem širše, kot sem se kdajkoli videla. Tako da naj nam bo to prva popotnica od Mance Razboršek
Esence seveda lahko dobite pri njej v njeni lekarni za dušo, tudi kakšne druge, ki bi vas osebno še najbolj podprle. In pa, če se vam porodi kakšno vprašanje, komentar, če vas je kaj posebej nagovorilo ali pa spodbodlo, pišite spodaj v komentarje pogumno, res. In vam bo letos motiv, in to je letošnja smernica tudi naše skupine, da nismo samo v fazi sprejemanja, ampak da smo tudi v fazi tega, da pokažemo svoj glas navzven in to, kar nas nagovori. Tako da, Varas, kako bi to prevedle, Manca? Nima prevoda, to so imena, tako kot naša, ne vem, trubentica. Dobro, pa bomo dali pa ime srčna roža, ki se razcveta, ki se odpira. Tako. Super. Manca, imaš še kakšno sklepno misel? Ja, v bistvu tako, zdajle, ko sem gledala te dve karti oziroma te dve energije, je res pač srce tisto osnovno, središčno, skozi katerega mislim, da bo treba veliko bolj in veliko več delovati, kot smo bili do zdaj navajeni. In temu slediti in to potem tudi jasno povedati in najprej s sabo skomunicirati in potem tudi s svetom. Aleluja. Evo, to je to. Manca, ljuba moja, roža božanska. Draga boginja Silvana. Hvala. Veselje. Hvala. Ljube boginje, prisluhnite, komentirajte, izrazite svoje življenje in se vidimo